Ja, in ti je pokazal, da nisi. Ja, mi je pokazal, da nisem. Tako da. Ja, pizda, jaz verjamem. Zdaj sem ugotovil, ta mikrofon, veš, sem ti dal mic na računalnik in se v bistvu omajkan si v vsakem primeru, se te dobro sliši. Aha, ok. Ja, dobro se sliši. ja. Dobro, ajde, lej. Ja, ko on ne sliši tako dobro, ker je čez ta interni mic. To pa še nismo izumili audio. Mogoče rabimo kakšnega tega audio prijatelja poklicati. Lej, zdaj sem rekel, Vini pride, pa bomo zrihtali, bomo se nekaj naučili zraven. Bomo vsi gledali pa perpili. Bomo pa razlagal, imel delavnica. Tako, ja. Kako se audio potegne v... Tako. Kam že? To so te mešalke. Lej, pa jaz razumem ljudi, ki ne znajo mešalko uporabljati, kaj jaz se tudi ne. Lej, zato so strokovnjaki, ne? Mi tako, lej, ja veš, ne? Vsaka stvar se naučiš, ampak ne. Jebet ga, ne. Ni tako, zdaj pa antivekseri, ki vse vejo, a veš. Ki vejo za doktorja, pa vejo za a veš, lej. Mi smo, kako rekel, si priznamo, da kaj ne veš. Vejo pa vse, ne. Da nisi ovca, če ne veš, kaj v mešalki, ne. Ampak mogoče pa si. Hvala Ki je sam, zdaj, kaj sem rekel, ne. Ja, mogoče sem pa res, ker mogoče mora pa vsak mal vedeti v mešalki, kakšni. Ja. Ali pa mešalka sploh neki zmišljenega. Mogoče mešalke sploh ni. Ja. Se v bistvu, če greš... Ja, ne, seveda, če greš dost... Ja, ne bi v fisko zdaj mi hodili. Mislim, če že v cepivih začnemo nekaj razlagati, saj v fiski rajš ne bi. Ja. Ne. Ker zdaj v cepivih smo vsi doma, veš. To absolutno. Ja, zdaj nam je vsem jasen, ne. Pa kva se sestavlja v te, pa kva se ne, pa... To je itak. Lej, točno veš, kva je mRNA, pa kva ni mRNA, pa... Ne, se pravim, jaz sem glih včeraj, tamle sva s Peljem na Twitterju gledala, ker sem glih v bistvu, a veš, ne, jaz kot krvodajalc, ne, in kot cepljen krvodajalc, ne, a veš, a bojo oni zdaj tako, kaj jehovci imeli uno kartico v tošeljnu, a veš, ne krvi cepljenih krvodajalcev. A ja, to je bela cesta, to tudi del... Veš, koliko ti proti teles spustiš noter v... Ne, ampak tu zihar tudi del grafena pride noter. Grafen, se res točno. Pa tako naprej. Veš, ne, a veš, to pa sploh mislil nisem. Sem že hotel, mislim, ko bom šel naslednjič, na krvodajalsko bom vprašal, če zdaj oni ločijo, a veš, če imajo svojo bano, ne vem, cepljenih pa necepljenih, a veš. Da lahko človek zbira, a bi imel kriz grafenom ali brez. Ja. To bi bilo demokratično in svobodno izbira. Ja, zdaj ti pravim, a veš, mislim, imaš prometno, ne, oni te sestavljajo tam skupaj vsi na pas mater, ne, a veš, borijo se za tvoje življenje, ne, in mislim, pa se moraš pa ti odločiti, a veš, a boš odzel od cepljenega, pa še 3 leta živo, a boš kar takoj crknil tam. Ja, sej to, ne, vidiš, to je dilema, ne. Mislim, da ni, no. To pa veš, ti rodni primeri, mislim, da ni, ne, ker mislim, da tudi recimo, če bi te stekla lisica ugrizenla, ne, bi vsi teli tako letel po unce pil, da... Stari, to je... Pa pri nas, a veš... Kipčoge nima nič. Ja, nič nima, ja, Kipčoge je... Amater. Ja. Pešhod. Ja. Ne, veš, pri nas v službi glih sodelavc, ne, ki je pač še malo starejša varianta in smo pa, ena stranka je tudi anticepivc bil in se pol, a veš, in to tako na prvo žogo že takoj začne, ne, a ste se cepali, a veš, ne, ja, smo vsi v firmi, ja. A veš, pa se pa sproša, veš, ne, na polno. Pa polce, pa vse to. In, a veš, pa starejši možakar, ne vem, tam prke 55-60 let, ne. No, in pa moj soimenjak, ne, tudi mu prav, pa dej Sašo, kva stečen, prav, a zbil v JNA? On prav, ja, valjda, da sem bil. Ja, prav tam so nas vsak mesec cepili z eno pizdarijo, ko sploh nismo vedeli, za kva cepljen, proti čemu cepljen. Mislim, a veš, pa to so bila ona cepiva, ki so jih še v zidarskem Mešalcu skor delali, ne, da bi... Ni bilo nič drugega, mačkam pa v enovetkah, pa v patreta. V redu je. Pa so kar vsi živiš, ja, veš. Ja. Sam res, zdaj pa tega pa ne. Ja. Ta pa ni ta prav. Ampak se pol ni umehčal. Se ni umehčal pol.
Ma ne, sej veš, da je to prepričan, ga ne moreš prepričati. Sej veš, da tudi tebe ne bi ne moreš prepričati ne. več. Lej, jaz sem študiral, sej pač ne, nažalost bo narava sama poskrbela. Če mu je slučajno oni prav bojo preživeli, pa bomo mi odapeli papke, če ne bojo pa pač oni malo bolj, ne, a veš. Ja, lej, sam, a veš, pa na naravno selekcijo, ne, čakati. Ne, lej, dejstvo je, da ne bojo vsi si sami priklicali naravno selekcijo. Ne bojo vsi umrli. Mislim, za tega se gremo medicino, za tega je življenjska doba tako dolga, kakor je. Koliko tudi najbrž mi vsi ne bomo preživeli, ne. Ja, mislim, končni izid je vsem znan, ne. To vsi vemo. Ja, končen, ja. Mislim, kukorkoli. Zdaj samo vprašanje, kdaj. Samo vprašanje, ali čez 3 leta točno, ko bojo oni štartali, a veš, a boš... A ja, prav rečenje, da 2 let imamo in pol se prekucnemo, kaj? 3, pa ali ne vem, ali neki užgejo, ali to pa se samo užge. Ne vem, na od Gatesa rojst, ne, kako že. Na koga? Od Gatesa? Če bila ena teorija zerote, da ko bo Gates, ne vem koliko star, da takrat se bo pa to sprožilo. Ko bo Gates 66, to bo leta stari, ne? 66, letos bo Gates 66, oktobra meni se zdi, če sem si prav zapomnil. 42. Ne, nek drug oktober, ampak to bo kmalu, drage poslušalke, poslušalci. Kot vam je Aljo že v eni izmed prvih epizod rekel, ne, vsi tisti lahko prepišete premoženje name. Številka tekočega računa bo. Ja. Je v zapiskih že v zapiskih takrat. Tako, ja, je že bila, tako da. No, to. A veš, ja, lej. Si 5, 6, pa dalje, no. Poglejte epizodo. Bomo dali epizodo v Dune, epizode v zapiske. Ja, okay. Ne, pa bomo čakali, ne, če bo konc ali ne bo konc. Pa da vidimo, ja. Jaz sem si prav alarm naštival, mislim, reminder. Kaj, čez 3 leta? Čez 3 leta sem si reminder. Čez 3 leta? Sam sem dal v oktobra, tako da to 3 leta pa pol. Sam to, a čez 3 leta, takrat, ko si se cepil, ali čez 3 leta, a veš, prva ali druga doza, ali čez 3 leta kratko, ne vem, na datum. A veš. Po moje bojo oni kar to si en dan zmislili. Na Billa Gatesa, a veš. Zdaj, to je dilema. Ja, po mojem. Ker nismo vsi isto, ne? A ja, to je pa res, ja. A veš, treba bo en dan to naredili. Jaz mislim, da bo glih ta Bill Gates rojsten dan. Se mi zdi, ta 66 mi je taka mamljiva, je povabljiva cifra. Ja, sem, če je letos, pol smo malo... Malo zamudili, mislim, malo prehmalo. Pa malo hiter, ne? Ja. Dajmo mi prebrati tale, gremo v intro, pa da... Ja, delač čez. Dajmo še poslušati avizo najprej, no, da kom zdaj užgal. Prisluhnimo avizu. Ti zdaj dober danes. Ful, ga dobro žge. Zdravo, to je podcast o življenju v vesolju in sploh vsem in včasih tudi o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Naročite se, podprite nas na hvalazavseribe.si. Hvala vsem, ki nas že. Hvala tudi vsem, ki nas še boste. Povejte še komu za nas in tega bomo zares, ampak zares veseli. Mi pa pejmo nazaj v preteklost. Zato, ker je treba pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. V gorah smo bili, ne? V gorah. V gorah, poučili smo se holotropno dihanje. Aha, nisem še poslušal unega intervjuja, sem pa bral. A si bral? Ja. Na sensa.si. Aha. Sensa? Ja. Lepo piše. Sam nisem se pa še lotil, kaj je ful to. Kanček ezoterike se je prijel tega holotropnega dihanja v teh letih. A da se je? Ja, odkar je gospod Grof ali Graf, kako se izgovori. Mislim, da je Grof, ja. To izumil je kar tako, na teh ezoteričnih poljih je dobro uspeva, bom rekel. Ja, valjda. Ampak mislim, tip je bil menda čisti znanstvenik, mislim, ni bilo, zdaj on ni bil nek spiritualist ali ne vem, karkoli. Ne. Ja, on je bil čisti, to sem njegovi kopedje sem šel gledati, to je čist znanstveno. To je hardcore znanstvenik. Bela hala, pocket protector, vse to. Tako se ga se zagre, ne?
Ne, mislim, da ne, no, da mečkan je pa ne, glede A je na... malo za bluzopol. Ja, po 40 bi dal pocket protector dol. No. Vsi so mogli biti najbrž teli znanstveniki, so mogli biti kar modeli. Veš, takrat v 60-ih vsi so se ga zadevali, kao oni so psihozo preučevali. This is for science, stari, da je še en pivnik. Ja, lej, to je raziskovanje, veš, moraš najprej sprobati, da vidiš, kako je. Ne, to zdaj ni to šala. A veš, to je tako, kot zdaj, ker Bitcoin strmoglav, pa vsi rečejo, ne, sem tukaj zaradi tehnologije. Kdo to reče, jaz to mega ne poznam. Jaz se ti pravim, takrat, ko pušiš, si zaradi tehnologije, drugače si zaradi nara. Ja, to je res. Ja, dajmo, no, v glavnem, pustimo Bitcoin, mi pa se preselimo na jaso. Potem, ko avtor, mislim, jaz zdaj že pol knjige govorim, kako si avtor je dal to umetniško žilico, močno si jo razširil in tudi začne lepo s krošnjami dreves in forfatajočimi pticami in potem je kader na našemu kapitanu, ki je best mi je bilo, ko on gleda Dudaša s prizanesljivim očesom. V bistvu kapitan je res good guy, ne. Male priglupne, ampak, a veš. Tako je. Priglupo naivanje. In najbolj oster nož v predalu. Ne, ampak je pa prijazen, veš, ta empatijo pa ima, ne. To pa je, prijazen pa je, to pa je dejstvo. Sam je uno, a veš, kaj naprej rečejo, da bojo v dokumentarcu ne snimali. Ja. Tista je, a veš, čakaj, kako že gre. A veš, breme, ne vem kako že, breme vodenja, osamljenost vodja, veš, tako je. Veš, misliš, da je res tak nek vojskovodja, veš, klepa res tako, kot si rekel, mali butast, z eno besedo. Malo je, ja. No, ampak glej, Dudaša ima rad, tako da ga niti noče ustaviti, ker pač sej pač ne. Dudaš je v redu. He's a good kid. Only but good. Čeprav bo tudi verjetno fajn, ko bo nehal, ampak ne. Se to ga je veselila, veš, da bo nehal. Ja, on ve, da bo nehal, sam pač nam utežil. Res je bil valda, tak budist, veš, da bi rekel, ne. A veš, on je vedel, da vse mine, ne, in da bo tudi to minil, ne. A veš, res je s takim, res je takim zenovskim pristopom je šel k stvari, ne. Ja. Točno to. Nič mu ni bilo na muko, zato ker je vedel, da je uminil. Če bo še 6 milijonov let, pa še 6 milijonov let, ali koliko. Ne, oziroma, koliko jim je že. 2 milijona let. Pa to je kar veliko. Vidoviti Forti mi je napovedal 2 milijona. To je kar veliko enih kopeli, ne. Kako je že prijavil. Ja, sam čas v bani tako hitro minil. Ja, pa v bani nikoli nisi sam, zato, ko imaš račko. Račka je. Tako da ne. Lej, ta račka je samo pa prirasla k srcu, ne, to je pa dejstvo. Tlej pa ne vemo, veš, to smo že govorili, ne, da je Douglas zelo rad bil v bani. Ne samo na Krfu, ampak tudi, ko je z John Lloydom stanoval, je John Lloyd poročil, da je rad šel v bano, pa malo tam, ne, pač ne užival v bani, ne vem pa, če je imel račko tudi ta, veš. Letos sem videl na dopustu tako giant za napihant. Je bila ta kopalna račka. To, ki je bila huda, ne. Jebeš flamingo te to. Kažen flamingo, pa samorok, pa ne vem kaj. Kopalna račka. To v kupu za drug let. Pa se imaš tudi, ki je ogromna kopalna račka, ki so imeli za neke razstave, pa to, ki je prav taka ladja skor. Ok, to je malo preveč, ampak taka kopalna račka, ki ta velik flamingo, to mi deli. To je res dobro. Ja, no, v glavnem. Vse je bilo v redu, ne, sam topla voda bi bila še fajn, ne. Ja, v bistvu življenje je bilo res prijetno, sam če bile toplice pa rudnik milale. Še zraven, da ne bi bil prav delati. V bistvu ni bil tako zahteven človek, ne. A veš, ni rabo dost, ne. Pa že zmrzlo se je zadovoljilo, ampak ajde, če bila pa topla, bilo pa super, ne. Ja, ne mu je bilo mrzlo, ok, ampak če je bila pa topla, bilo pa super, če bi pa rudnik milo s 500 kosi na dan, to bilo pa noro. To je pa to, kar človek rab. Nezahteven možakar. Ja, se piše, važno je, da človek živi v veselem pričakovanju.
To je the best. Stari meni je zmerno všeč. Filozofija življenjska. Bolj, kar razmišljam, v bistvu ugotavljam, da mi je všeč. Razen to, da ne razume nekih faktov, ki mu jih pač Ford pove. Ampak, Dobro, ampak sam ni pa pričakovanja tudi ne toliko visok postav. Mislim, topla voda pa žajfa. Mislim, lepote, prosim. Samo veš, če niso izumili niti bicikla, mislim, kolesa, pol... Dobro, so pa naredili odbor za to, da bo barve so začeli zbirati, pa ankete so začeli delati, kaj bi ljudje pričakujejo od kolesa. Metodičen pristop se temu reče. Od dogna. Niso zdaj oni kar tako. Oni morajo svoj cajt na tem svetu upravičiti. In oni ga upravičujejo zelo dobro, z odbori pa stakam. Ja, pa valjda, ne. In kaj se pa zgodi, a ta je bila še lepa. Ena stvar, ki ima telefone, veš, tam po Rajmane. Ja. Ena stvar, ki je prijetnejša kot telefon, ki ne zvoni kar naprej, oziroma sploh ne, je 6 telefonov, ki ne zvonijo kar naprej, oziroma sploh ne. Veš, kako ga čutim, kako ga čutim. No, rekel, da je to najboljša stvar na svetu, ampak ja, malo ga pa razumem. Malo ga pizda. A veš, to imamo mi v genu, stari. Ja. To je zapisano v DNK-ju, pizda. Da imamo radi telefone, ki ne zvonijo. Ampak, pol pa zvemo, da v bistvu Ford pa Artur sta že nekaj cajta gledala tele naše Golgamfričanovce. In Ford se odloči, da bo v letu glih preden hoče ta prvi govorc nekaj povedati, ker on je pa tudi... On je zelo temperal tole, temperal, kdaj jim bo tole prinesel, novice. Ja, referent je pa tudi malo se postavljal tam, veš, pred gručo ljudi, pa hod pa malo, tudi on je hotel malo tako napetosti ustvariti. Pa glih pem možak spregovori, pa Ford skoči drevesa in Kaj reče kapitan, prva stvar? A imaš mogoče žigalce? Kaj ne ga zanima, pomembne stvari, veš, najprej treba pomembne stvari. Ja. In še preden v bistvu lahko povedamo, še preden Ford lahko povedamo novico, kapitan že pojavlja, da pač že tedne nima tople vode in da to je kar drama. In potem pridemo takoj v birokracijo, zato ker Ford pravi, da ima novico. Ja, ni bil na dnevnem redu. Ni bil na dnevnem redu. In kot dolgoletni svetovalec, upravni svetovalec, pač pravi, da je treba se držati tega zapisnika zasedanja, sploh ne poslovnika. Ja, tako. To je še stara šola. Ja. V bistvu bi kaj drugega delito. Zdaj, po moje rekel, ampak ja, poslovnika, ta je lepa. Spomnil sem se, veš, na te seje, pa ko so jih, to je bilo, tudi v socializmu je bilo, še v komadu od šifrerja, veš, to se govori. Dan pred sem res, ja. Dan pred teboj ti nič dobrega ne obeta, bla, bla, bla. Tu se stane, tam je bolj zbor, pa spet nova seja, veš, Skoro so bile neke seje. Za hišnih svet si mogel imeti sejo, pa to. Aj, zdaj kaj drugače. Zdaj so pa sestanki. Imaš prav. Zdaj izredna seja je zdaj. Izredna seja, pa sestanki, pa scrum meetingi, pa stand-upi, v bistvu imaš prav, sam imena so se spremenila. Mečkan so se zamenjala, veš, to je tisto, kar se semantika je malo druga, Včasih, kar se je rekel, sindikalen izlet se zdaj reče team building, recimo, ampak to so sam... To je v bistvu isti pes, ja. Ja, isto. Ja. Tako da, ja, mečkan, a veš, to smo zaradi tega, da nimaš občutka, da si več v socializmu, si pred zamenom ene par stvari. Pa da se počutiš malo bolj modernega. Tako, ja. Ja, tako, da nisi, veš, zdaj smo pa nekam prelezali. Ker smo dali drugi ime isti stvari. Ja. Ampak, zdaj napredujemo, gremo naprej. Tako. Ampak dekle z vršečim glasom pa hitro hotla predložiti amandma. Ona pa postopkovno ve stvari, veš, tako kot tam pa nas v parlamentu. Ampak je bila pa ena frizerka, je bila pa malo šaljiva, pa kam bi predložila amandma, na skalo? ta frizerka, ki jih je sekala vmes, je bila kar dobra. Ja, ona je bila malo taka heklerka, malo je težila vmes. Ja, sam sem bil kar zabavne. Ja, ona je bila še najbolj zabavna od vseh v bistvu. Ja. No, in ugotovimo, da v bistvu so imeli že koliko? 573 sejo so že imeli, oziroma
zasedanje odbora za naselitev na, ne vem, Da Fintel von der Winksu, Madonna. Da nas no kdo spet za tole vlačil. Ja. Da se to rede, on že ne posluša več. Mogoče pa še. Če pa še pa živijo. Ja, v glavnem izvemo, da v bistvu, to smo že rekli, ognja nimajo, imajo pa odbor za ogenj. Ja, pa un model, ki je bil zadolžen za razvoj ognja, je v bistvu naredil tele viklerje, ne? Ali kaj je že bilo? Njemu so dali neke palčke, da bi nekaj razvijal, ampak on je naredil... Klešče, no? Ja, klešče. Klešče za kodranje, ne, tako. Tako, ja, tako. To niso viklerji, fuck. No, da vem. Sam tisti je najbrž tudi fajn, če je malo toplo, a niso te neki kudralniki. Ja, pa je ponovati je tako, mislim, s tistem pol lahko, ne, kaj se pol, ne. Sam še ogenj počaka, pa bo. Ja, lej. Sam še mal. Ja, lej. Pol še tole prbije, da Rim tudi ni izgorel v enem dnevu, tam je bilo zmer sem se ustavil, pa sem si mislil, ampak še bo. Mislim, ne v enem dnevu, ampak ne. Rim še bo zgorel. Tako. Ja. Tudi, se v njim se izdela simpatična primerjava, veš? Ja. Ne, do zdaj jih je imel še pol na svoji strani, ne, pol se malo začne, kako bi rekel, premikati njihova volja, kasneje malo. Ford se je probal pač z njimi nekaj pogovarjati, ne, sam je bilo tako. Sam sem ga tudi hiter, veš, ko je videl, kam so prišli v pol leta, ne, ga je tudi, kako se temu reče... Je malo upanje izgubil. Hiter je popadljiv rato, ne, upanje je izgubil zelo hiter, pa je pa hiter popadljiv rato, ne. Ti si šlo zelo hitro v vse grunt, ja. Ja. Veš, čeprav ne, to, da so imeli težave z biciklom, smo že rekli. Ne. Mislim, težave so imeli z vsem, ne, v bistvu, po resnici. Ne, razen s financami. No, financirani so bili, mislim, da so svojo valuto vzpostavili, koncev. Ja, čak, dajmo še, preden se vržemo na finance, pride še drugi častnik, ne, pompozno uleti, ne, na sejo. Ja, seveda, svoje vojsko. Ja. Tretji regiment. Ja. On pove, da so odkrili novo celino in jim napovedali vojno. Ne, in Ford jih vpraša, modeli tam še ni benga. No, pa za naprej, ne. Pustili, odprt ultimat so pustili. Ja, točno to, bo pa vojna. Ampak so jih pa pužgali, drevesa so jim že pužgali, tako da, se ve, kdo je zdaj kle. Glavni. To. Totalna vojna, ki bo končala vse vojne. Ampak, kdaj je bilo to napisano, ne? Ja. Kdaj je bilo to napisano, ne, pa to še zmeram isto traja. To zato, ker je Douglas vedel, mi je bilo jasno, da vojne trajajo skozi, trajajo od začetka civilizacije, veš, v bistvu. Tudi takrat, ko je bilo napisano, je bilo to, skozi je bilo nekaj, a veš. Ne, pa se to je recimo, ne vem, že bilo v tem 1984, ne? Ja. A veš, je bilo, ne, je razložil, ne, Orwell, da pač, a veš, da je vojna mora biti konstantna, pa skozi se dogaja, ne? Ja, seveda. Imeli so pa ministrstvo za mir. Ja, pa za ljubezen pa te stvari. Za vojno v bistvu. Ja, mislim, je vojaška zadeva bila. Ja, fajn. Bo treba spet prebrati, ne, je benti. Ja, lej. Ne, se lahko dnevnik gledaš. Ne rabiš nič brati. Zanč je nekaj na televiziji crkal, pa so bili odmevi, pa tako. Za trenutek sem se hotel malo buniti, pa sem bil gotovo, da kanal, kjer sta Netflix pa HBO zvok dela, pa sem preklopil, pa je bilo ful boljše. Sem videl Hojse pa ostale, ne vem, kjeri so bili vsi razni, ne, pa sem bil ful vesel, da nisem gledal tizga. Aha, ko smo pa glih pri televiziji, pa ne, tisto, ko smo že rekli, ne, da so tudi dokumentarce so začeli snemati in sicer o jamskih domorodcih, ne, in Ford jim pač pove, da niso ti jamski, ampak ne, da so pač sam domorodci, ker ne živijo v jamah, ne, pač. Ja ne, mogoče so zdaj v kolibah, ki so dali jame pobeliti.
Ja, točno. Ta je bila besna. Ta je bila res. besna. Ja. In pol prav blazno smešno, ste opazili, da izumirajo. Ne, ampak pač tega življenjskega zavarovanja jim pa tudi bomo ponudili zdaj. Ja, lej, Smo biznis je pa zavarovalničarji, biznis, a veš, da vejo. znam pa zračunati, a se komu splača, a se komu ne splača ponuditi. Da se splača, da se ne splača. Ja. Ja. To je imelo pa hitro jasno. Ja. No, ampak oni v bistvu se niso prav zelo sekirali. Pač, se pravi, kako se reče, indigenous domorodci, bote, se smo prej rekli. Ja, tako. Da domorodci umirajo, ampak pač. So se pa v bistvu, kot smo že rekli, posvetili problemom finančne politike. Ne. To je bilo pa na tem, kaj je zmotil, kaj je Ford zmotil ta njihov. So li hoteli se s tem pogovoriti, kaj je zdaj naredili. Da so zašli v manjšo inflacijo. Stop. Ja. Zdaj, ko smo pa pri tem inflaciji pa financah, pa to je pa cajt za citat, ki ga tokrat prebere Petra Sovdat, Hupi Frudika, specialistka za finance in novinarka na financah. Na Twitterju je afna Petra Sovdat, tako da Petra, lepo prosim, izvoli. Ford je nejeverno strmel v množico, ki je odobravajoče mrmrala. Vsi so veselo prebirali šope listja, s katerimi so si natlačili trenirke. Zabredli pa smo tudi, je povzel upravni svetovalec, v manjšo inflacijo, pač glede na sorazmerno visoko razpoložljivostno funkcijo listja, kar pomeni, čeprav vem, da je trenutni tečaj približno 3 orale listavcev za en ladijski kikiriki. Mrmranje je dobilo prizvok zaskrbljenosti. Upravni svetovalec jo je brž pomiril. Da bi torej odpravili ta problem, je povzel, in učinkovito revalvirali list, bomo izvedli obsežno razlistovalno akcijo in požgali gozdove. Mislim, da se vsi strinjamo, da je v danih okoliščinah to edino razumna poteza. Za hip ali dva množica ni bila čisto prepričana o tem, potem pa je nekdo pojasnil, za koliko se bo vzdignila vrednost listov, ki jih imajo zdaj v žepih, in so se že razlegli radostni klici. Upravni svetovalec je doživel aplavz na odprti sceni. Vsi prisotni knjigovodje so si začeli imeti roke v pričakovanju donosne jeseni. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, tole z inflacijo, mečken jim je ušla spod nadzora. Ne. Glede na to, da so vsi ful obogateli in Fordu itak varovalke ven pomeče. Mislim, kako imate vi lahko denar, pa še nič ne proizvajate? Ne? Nič niste še naredili. Ja, in so pa ugotovili, da je ta inflacija, tečaj je 3 orale listavcev za en ladijski kikiriki. Ja. Oni so bili pa polni dola, veš. Ja, si bili ladijski kikiriki zdocenjeni, sem to rekel. A smo sploh povedali, da so oni uporabljali list kot plačilno sredstvo? Oziroma, da kot ne, nismo sploh poslušalcem zaupali. Ne, pa se smo slišali citato. A ne, se že prej je Ford, to smo pozabili. Drage poslušalke, poslušalci, list je moja natlačen in to je Ford gledal čuknen vse posodne in v bistvu uporabljajo liste kot valuto. Ja, kot plačilno sredstvo. Sam nimajo s čim trgovati. Razen z ladijskimi kikiriki. Ja. Milaj pa tudi že zmanjka. So pa tudi diamanti, veš, ne? Ala ladijski kikiriki. Ne, ampak so pa, veš, so se v bistvu finančnik se je spomnil, kako bi to rešili. Ne? A veš, ti moraš v bistvu sam zmanjšati ponudbo. Ne? A veš, zdaj so, glede na to, da je to smo že ugotovili, da je pač ta planet Zemlja, ne? Ki ga mrskej, mislim, večino ga je takrat najbrž pokrivalo nek gost. Ne? Ja. Ne? Tako da so ugotovili, da je pač ponudba denara prevelika, ne? Da je podoben tako, kot zdaj. Ja. In so se pač odločili, da bojo ga vzeli z obtoka. Ne? To pa, če imaš list za plačilno sredstvo, lahko to vzameš z obtoka samo tako, da požgeš gozdove. Ne? Ja. In ob tej novici so bili ljudje zelo veseli. Ne? Ja, seveda, ne. Končno bo spet tisto, kar so imeli v trenerku natlačen dubelj neko vrednost. Sej ne, da bi si lahko s tistim kaj kupil, ampak lej. Ja, lej. Zmenili so se, pa lahko kupijo, tok pa tok kikirikijo, oziroma enega. Tudi radijski kikiriki bo enkrat šune. Kva bo pol menal, ne?
Mislim, da je tle hotel avtor nakazati, da bo nekaj, kar se bomo pogovarjali v naslednjem poglavju, ker zdaj. Zdaj mi je Ford zaupal, ne. Točno. Ja. Prihodnost planeta, ne. Ja, tudi povedal jim je in jim je bilo blazen vsem. Ja, a nisi to opazil, da se vidi, čigavi potomci smo, ne? Ja. Veš, ker nam znanstveniki tako na dnevni bazi tupijo, kakšna bo prihodnost našega planeta, če se bomo obnašali tako, kot se obnašamo, ne? Pa za ene stvari že 30 let ali pa več. Ja, tako, 50, 30 do 50, ne, tam nekje. Koliko si rekel, pa smo se začeli kaj drugače? Nope. Na tej lepi in pozitivni noti pa ne povemo, da je kapitan videl tudi v teh 2 milijonih let, kolikor je zgodovine, ne, za nekaj kopeli bo že še časa. Ne. To je pa ti zgled kozarc na pol poln ali pa na pol prazen. A veš, on gleda na pol poln, lej. On je gledal na pol poln kozarc. Tako, fejs se bo kopat, ne, lej. Lahko se v teh kozarcih se pa lahko malo pokopam. A mi lahko kdo gobo pobere? Ja, lahko, sam počakaj, ker najprej počine obešalnik. Aj. Evo, to pa to ne. Ja, Okay. kar so smešni. Ne. Ampak bomo v naslednjem teden, imam eno teorijo. Hvala za vse recenzije, ocene in pisma. Pisma nismo dobili že predolg časa, tako da ga lahko napišete, če bi radi, da ga preberemo. Lahko nas pa tudi vprašate o čem, kot smo že rekli, pač odgovarjamo na teme od A do Ž, pa tudi X pa Y lahko. Naš mail je hvala-za-ribe@zvpl.com, če pa prebrali citat, pa kako piše vse na hvala-za-ribe.si. Ja, vaša podpora šteje več kot mamin nasvet iz mladosti, sploh če je nisi poslušal ali poslušala. Če imaš kakšen evro na mesec odveč, nas podpreš, kako ti povemo na hvala-za-vse-ribe.si. Lahko pa enostavno poveš še komu za nas. Lahko tudi Golgafričancem, ja, katerih potomec si tudi ti. Ali si ali nisi. Ja, ne, ja, misliš, da si v Duni? Čak se bomo videli drug teden, četete? Ne. Se bomo skregali drug teden, the best. To mi je všeč. Debata. Če pa nič od tega ne gre, še vedno lahko podpreš naše prijatelje. Hvala za vse ribe.si, Sportradar, službe za gike in gikice. Pelicon.bir ima pivo. Zmisel si kaj, da bo Rima prava. Bombica. Arbiša.si v Robidišču je lepo. Mislim, to smo, ja, super, to se bomo naš scenarist se je vrnil z dopusta, kar ste verjetno opazili, a ne? Ja, ta je bila lepa. Da se pa Aljo ni pripravil, ste pa verjetno tudi opazili. Pa sem še hotel reči, da ste prebrala. Ne, to je bilo direkt z bobna. Direkt z bobna. A ste videla, ker sem hotel reči trotel bobn dramo, ampak a ste videla une jave 42? Top so, res. Tako da podpora gre zdaj, ne gre za Innsbruck. Innsbruck bomo črtali z teh planov, pa itak je 2,42, tako da bomo še cajt. Jave so pa bližji. Zdaj peli prav, da bomo šli v Indijo, kjer bomo pridobili jave 42, pa mentaliteto kapitana tele ladje, ki je pristala. To bomo pa videli, če bomo najdeli. Kaj oni so zmer bolj, ne vem, nisem pravzaprav. Ja, ta predsednik je kar en model. Ja, kar orang model. Ja. Modi ali modi. Modi. A to je vprašanje za modela. Ne, to je predsednik. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi, in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Juhu!